Tako da, pravzaprav bi jaz lepo povabila vas, lahko kar rečemo, kolega Uroš iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, da nam poveste o vaši temi nekaj več, prosim. Ja, jaz bi se strinjal, spoštovana kolegica, res ni tema najbolj zgodovinska, glede na to, da pa smo vendarle na srečanju zgodovinarjev. Bi samo čisto na kratko skušal razjasniti vlogo oziroma eno izmed vlog muzejskega pedagoga. Se pravi, operiramo z zgodovinskimi dejstvi, ampak največkrat je izziv muzejskega pedagoga, se pravi prevajanje teh dejstev do različnih ušes, ki pridejo v naš muzej. Se pravi, nekaj, če povemo neko zgodbo ali pa oziroma če povemo v nekem linearnem smislu, kako se je kaj dogajalo, bodi se gre za Prvo svetovno vojno, bodi se gre za Drugo svetovno vojno, vendarle imamo stika z najrazličnejšimi obiskovalci. In v našem primeru, se pravi Muzej narodne osvoboditve Maribor, nakazuje, da se ukvarjamo s 3 osvoboditvami, se pravi, v mislih imam Prvo svetovno vojno, Drugo svetovno vojno in pa nenazadnje tudi vojno za osamosvojitev, ne. In vendarle polnimo te mestne prostore tudi z industrijo, polnimo tudi seveda z splošno občo zgodovino 20. stoletja Maribora in seveda širše okolice, ampak pri tem seveda naletimo na zelo različne odzive. Se pravi, ko pride, ne vem, iz vrtca, ne, obiskovalec in jih imamo ogromno, smo vseeno Muzej narodne osvoboditve, kar pomeni, da mimo bombe je skoraj nemogoče 7-letniku iti. In bomba, 500-kilska, ki nas čaka v hodniku muzeja, napravi momentalni vtis, ki ga zelo težko v bistvu se do konca ure rešiš, ne. Ali ne vem, če želimo iti na razstavo o 20, kako je bilo v 20 in 30 letih, o kulturnem življenju, državnem življenju, da pridemo do sank, da pridemo do drsalk, moramo mimo Švarc-Lozerce. Se pravi, enega takožjih orožij Prve svetovne vojne, kjer je ruknilo 450 metrov v minuti. A ne? In to je tisto, kar seveda nas kot pedagoge najbolj zanima, kakšen je seveda zdaj odziv naših obiskovalcev, ker vendarle mi v muzeju res, da seveda kdaj kaj raziščemo, preučimo, ampak vendarle se tudi pri svojem delu nasloniš na strokovno delo številnih zgodovinarjev, številnih strokovnjakov, ki se temu pač posvečajo več časa, mi pa posvečamo čas tovrstne, bom rekel, interpretaciji, ne. In v Mariboru je pač tako, da nas res zanima, kaj bo s temi mlajšimi, ker recimo pridejo, vidijo Švarc-Lozerco in zdaj ne vem, koliko ste vi kaj v teh igricah, najbrž nič. Ampak ko pride meni 6-letnik, 7-letnik recimo v tale prostor, to itak seveda na telefonu starši kupijo za par evrov tisto aplikacijo, da se rešijo ta malega, ne, ali pa na pot v šolo mu dajo telefon in navadno seveda otroci formulirajo, kaj bodo vsi približno igrali, ker je pač tale peer pressure je precej močan in na koncu seveda prideš do tega, da mislim, roko nam v ogenj. Pridite zraven gledati, boste videli, ko grejo otroci mimo Švarc-Lozerce, vedno 1 ali pa 2 otroka bosta kričala Fortnite! In se zaletijo na tisto šajbo, ko muhe na se veste kaj, in hiperventilira in Švarc-Lozerca gleda, ker je tak nekje velika, veste, to je 1 na 1 za cevjo, ne, in ga zgubiš otroka. Se pravi, naša aktivnost je, se pravi, ali je krvava preteklost tudi krvava prihodnost. Se pravi, če govorimo o zgodovini tako, kot bi bila namenjena odraslemu človeku, pravzaprav smo otroka navdušili za stvari, s katerimi bo sam pri sebi imel težave. In recimo Maribor pač seveda, zdaj samo zgolj nekaj takšnih informacij, Maribor, skratka, mesto, ki ga je obiskal Adolf Hitler, skratka, edino mesto na svetu, ki je izgnalo Nikolo Teslo, edino mesto, skratka, mislim, mesto v Sloveniji, ki je bilo daleč najbolj bombardirano, skratka, mesto, kjer ima nekaj kilometrov dolg Panzergraben, se pravi, eno večjih centralnih pobojev po drugi svetovni vojni. Hkrati imamo v mestnem zaporu skoraj 700 pobitih tako imenovanih talcev. Skratka, tovrstne temne zgodovine ali danes se uporablja bude celo izraz črnega turizma oziroma temnega turizma, ki je vedno bolj v porastu. Tega je pri nas ogromno. Skratka, in če nekako gremo samo skozi neke fotografije, pač vojna, ki jo je Maribor doživel, je seveda prinesla pa tudi v glavah številne spremembe. In tu sem pač uporabil enega izmed plakatov, ki je seveda, takoj ko se druga svetovna vojna začne, pride v Maribor Hitler, to je tisti famozni njegov obisk in to je ta ena izmed fotografij na Mariborskem mostu, skratka, ga vidimo tukaj. In ta veduta je praktično še enaka danes, ne.
In seveda, Maribor ni to vrstne, bom rekel, ideologije sprejel z popolnim odporom, seveda, kje pa. Ne? Gledamo pač nekaj fotografij, ki nekako nakazujejo na neko Prešerno voljo tistega časa ob prihodu Adolfa Hitlerja, ampak seveda je ta neka propaganda, ki se je dogajala, kako bo skratka tale prišel, kako bo vse drugače, to se je vendarle v Mariboru prav tako dogajalo, ampak so se seveda prvi zobe začeli hitro kazati. Ne? Imamo rušenje pravoslavne cerkve v Mariboru, kot sem omenil, talce, skratka, in ko ste videli tisti plakat, je to seveda vplivalo na mladino in pa na, ne vem, nabornike in tako naprej. Zakaj to kažem? Se pravi, dobro, to se zdaj malce starejši, ampak imamo tu Hitlerjunge in tako naprej, skratka, cela ideologija se dogaja, ne? In se v bistvu spreminja tudi mentaliteta tam mladih, ampak dam pa drugo fotografijo, se pravi fotografijo 3 mladih fantov, ki pa so se znašli na drugi strani. Tile nikoli niso nosili dobene seveda uniforme v tem smislu, ampak so bili pravzaprav fanti, ki so bili med prvimi organizatorji prvih nekih odporniških akcij v mestu. Namreč zakaj, vse so bili tudi drugi odrasli, ampak predvsem izpostavljam tam mlade, zaradi tega, ker so bili tam mladi tisti, ki so dejansko prvi korak v tem smislu naredili. Seveda, mlad človek je svoboden človek. Mi odrasli vemo, kaj je, ko imamo družino, je vsak naslednji korak nekoliko bolj previden, ampak tukaj imamo skratka Bojana Iliha, fanta, ki je pomagal organizirati, se pravi, prvo odporniško akcijo v Mariboru, ki bi naj bila celo prva odporniška akcija na slovenskih tleh. Kako to naredimo, je tako po domače. 2 molotovki, skratka, so zabrisali v 2 nemška avtomobila in to je bil naš willkommen Adolfu Hitlerju v Mariboru. Ampak mlad človek je bil tisti, ki je naredil ta korak. Zato seveda, če na mladih svet stoji, tudi mi te naše obiskovalce na ta način skušamo tudi imati. Preprečiti to vrstno navdušenje, ampak ne za strogo besedo, ampak z nekimi, če se da, mehkimi in zanimivimi ukrepi. In seveda dan danes so tam mlajši velikokrat na nek način okuženi pri izbiri samih igrač. Greš kupiti, ne vem, kako se že reče tista stvar, ko greš z otrokom na morje, pa voda šprica ven? Vodna pištola. Vi ste rekli. Ni brizga, je pištola. Ne? Ampak tudi Goebbels je imel recimo metodo, kako je seveda ta mlade, ki so zbirali za zimsko pomoč v tistem času, se pravi v času druge svetovne vojne, pomoč, ki je šla tako za vojake kot za socialno ogrožene, za veterane in tako naprej, so seveda dobili na koncu nekaj za tak, da bo šel naslednji še. Ne? In danes so trgovine polne seveda vodnih pištol. Nič drugače ni bilo, ko je vodil državo Adolf Hitler in seveda z Goebbelsom in podobnimi ustvarjal neko idejo, na čem bi se naj otrok navduševal. In to so seveda igračke, ki so jih dobili v okviru zimske pomoči. Seveda otrok je potreboval staro, se pravi germansko bodalo, ščit in tako naprej, sekiro, ki je bila za metanje, se pravi mi, tisočletni, bom rekel, narod, mi bojevniki, ne? Se pravi, tu se je gradila celo neka ideja, kdo smo, kaj smo. Kot da nam je havbic manjkalo, pa najbolj bombardirane mesto, kot da nam je manjkalo skratka vojaških letal, ampak to je bilo za otroka. In potem seveda zdaj, kaj mi počnemo, skušamo te naše, bom rekel, vsebine, kar se da skozi osebne zgodbe otrokom prikazati. Da na eni strani vidijo, kako je bilo seveda na oni strani vojne kot žrtev, na drugi strani potem, kako je tudi bilo biti pravzaprav tudi nemški policist ali nemški vojak. Zato, ker bi bilo danes narobe zgolj, seveda vsi nacisti so bili zlobni, vsi nacisti so skratka živeli na isti ideologiji, marsikdo ni imel izbire. Ne? In recimo tukaj, ker se ne govori se recimo o tej gospe Mariji Štampar-Mici, jaz smo ven potegnili skratka z arhiva in šlo je za paznico v mariborskih sodnih zaporih v času druge svetovne vojne. Poročena Slovencem, ampak drugače pa iz Avstrije. In seveda vidite 2 fotografiji. A bi kdo upal oceniti, koliko let razlike je med njima? Kar takole čez palec. Ženska zna biti previden. Tako? Ja, absolutno, profesor Štih, ampak vendarle vas bom izzval, a bi kdo upal? 3. Ja, 3 leta. Tik preden je vstopiša kot Hutrova delavka, preden je vstopila v mariborski zapor, tik preden so jo izdal je Slovenec v tem zaporu, skratka, in so jo Nemci poslali v koncentracijsko taborišče kot kazenska ekspedicija. In to je bila fotografija posneta tik preden je bila poslana v taborišče. Tik preden je začela delati v mariborskem zaporu.
pomagala Slovenkam in Slovencem. Med drugim je tako znan recimo Martin Konšak, ki je tudi svoje poslovilno pismo njej namenil, v katerem proti koncu piše nekako ti črnovaska, ali se spomniš, kako si bila huda name, kako si kričala name, ne, ti prekleti bandit, ti prekleti vodja banditov, ne, in name si metala kamenje, ali mi dva vema, da to ni bilo kamenje, temveč kruh. In ona mu dejansko v celico metala stvari in nam kričala. In Martin Konšak je v poslovilnem pismu ga nameni njej. Tudi mladoletne žrtve, Marica Kerenčičeva, izjemno mlada punca, ki je padla v zadnjih dneh vojne, imamo v muzeju njen medaljonček, ki ga prav tako uporabljamo, se pravi iz tistega, namreč imela je medaljonček, ki ga je poljubila tik preden so jo ustrelili, in ta medaljonček je nekdo tak, ki je ustrelil, tudi vzel. Ta medaljonček je po nekem čudežu kasneje bil najden. V medaljončku sta bila pa fotografija očeta in mame. In ko je bil najden po koncu vojne in predan njeni sestri, sta noter manjkale dve najbolj dragoceni reči. Skratka, fotografija mame in fotografija očeta. Drek je zlato, zlato je drek. Na ta način seveda tudi skušamo, ali je ta zlat predmet dejansko vreden, ker je zlat, ali je zlat zaradi tega, ker je poln te zgodbe in bom rekel tega odnosa, ki smo ga doživeli skozi vojno. Tudi zastava, ki bi naj bila skratka takrat vpletena v zadnje, bom rekel, neke aktivne bojevniške boje v Mariboru 9. maja na koncu mostu, skratka bi je takrat nek nemški tank ustrelil proti mlademu Jožetu Šušteršiču, ki je nameščal jugoslovansko zastavo na koncu mostu. In naj bi se skratka mu povesila in šel nazaj, skušal popraviti, takrat pa skratka na drugi strani mostu pride nemški tank, seveda na begu, ne že gredo ven, in so seveda videli jugoslovansko zastavo plapolati, in če si ga hotel razkuriti, si mu pokazal takšno zastavo in so usmerili skratka top in je šel skozi, pri tem je Jože Šušteršič padel seveda in umrl na licu mesta. Tudi Maribor ima zbirko poslovilnih pisem, ker kot čez to jih imamo, in to so poslovilna pisma prav tistih talcev, kot če ste videli, prej bil zapor, ko sem rekel, da so skoraj 700 ustrelili. Imamo kar nekaj tovrstnih pisem in ta pisma so izjemen vpogled, kadar je naša stranka po narekovaju dovolj zrela. Seveda kažemo to učencem, ampak začnemo šele v 8. 9. razredu, pa še takrat tista, ki bom rekel, da so primerna. In to so recimo eni takšni naši predmeti, ki se jih še veliko, s katerimi skušamo vstopiti v podzavest, bom rekel, naših obiskovalcev. Ker zares imamo en problem, namreč mi smo muzej narodne osvoboditve. Zakaj imam jaz službo? Zato, ker so ljudje v preteklosti konkretno brcnili v temo. Mi smo muzej dejansko slabih stvari, ki so se zgodile. In kot takšnih seveda moramo zelo paziti, na kak način jih dajemo naprej. Manjka nam ljubezenski pisem, manjka nam velikih zgodb, namreč preveč za moj okus rotiramo te zgodbe iz časa prve in pa druge svetovne vojne. Ampak hkrati pa seveda v nasprotju samim sabo menim, da so še kako pomembne in nujne, kajti kot je bil naslov, ali je krvava preteklost naših razstav tudi naša prihodnost, je bolj, ko gledamo tam male, ogromno imamo za narediti. Ogromno je dela. Navdušenje nad orožjem je izjemno. In tudi recimo tudi njihov odnos do teh reči, se pravi, če vprašamo otroka, tam 7-8-letnika, kaj dela metek? A veste, kaj reče? Leti. Koliko še imamo? Vse. Moram zaključiti? Ja. Ok. No, zdaj pa samo dovolite mi tole, da vam povem, namreč v pedagogiko vključujemo tudi, skušamo vključevati seveda tudi znanje različnih smeri in to tale iz področja sociologije, oprostite mi, ker imam v angleščini, ampak vse verjetno razumemo. Gre za to, da je Johan Galton, recimo norveški sociolog, skratka rekel, da vedno bomo v življenju prišli do nestrinjanja. In to nestrinjanje imamo v muzeju, seveda kamorkoli obrneš, je primer nestrinjanja. Pravi sledeče, da seveda vsako strinjanje v človeku povzroči vzpostavitev nekega odnosa in ta odnos se na koncu kaže v vedenju. In vsi znamo, skratka nekaj te prizadene, odnos, in potem seveda začneš to kazati. In to lahko skozi zgodovino 1000-krat apliciramo to formulo. Ampak pravi pa takole, na contradiction, se pravi, na to neko nestrinjanje je treba odgovarjati z ustvarjalnostjo, s kreativnostjo. In to skušamo delati preko različnih socialnih iger, kazati mladini, dijakom, študentom, preko raznih socialnih iger, kako se lahko recimo z neke igre razpletejo, če so pri tem, kar se da ustvarjalni. Kaj pa se dogaja? Da ponavadi uporabljajo iste rešitve, ki so jih videli pri paru, ki je reševal isto nalogo pred tem
pa niso uspešno rešeni. Veste, kaj naredi drugi par? Na isti način začne reševati. In kaj naredi tretji par? Ali na isti način, ali pa stoji pri miru. Zakaj? Ker mu je zmanjkalo ustvarjalnosti. Se pravi, tale out of the box thinking. In to skušamo tudi na preteklost aplicirati, se pravi, to se je dogajalo. Ljudje so ubirali ponavadi že nekako preverjene rešitve, ki pa niso nujno zmeraj pripeljale do uspešnega konca, ampak so pa vlivale pa neko upanje. Empatija. Postaviti se pravzaprav v čevlje nekoga drugega, tistega, s katerim imamo problem. Bo razsvetljiv pravzaprav našo pozicijo in karkoli na koncu naredimo, da se seveda soočimo s tem nestrinjanjem, je seveda naša privatna stvar. Ampak kako naj ravnamo? Paradigma je nenasilje. In to je pravzaprav, kar mi naše otroke skušamo učiti. Bodite ustvarjalni, bodite sočutni in karkoli počnete v tem, da se tega seveda skušate rešiti, počnite nenasilno. Zato, ker mi smo institucija, mi smo zgradba, ki ima tisoče teh zgodb, ko so ljudje seveda v duhu nestrinjanja do nekoga prizgojili sovražen odnos, ta sovražen odnos tudi kazali navzven. In to je potem seveda na nek način tudi del zbirk našega muzeja. Rad bi vam še to pokazal, vidite te fotografije, hitro bom. Ukvarjamo se tudi za stereotipizacijo, se pravi z metodami, s katerimi bi skušali razbijati te rasistične, bom rekel, metode, ki smo jim priča praktično danes, kamorkoli gremo. Naj vas vprašam nekaj. Ste že šli na banko, gotovo, kdaj ste videli, kdaj je Roma na banki? Na oni strani šalterja. Ne, zato ker banka sama ne izbira svojih zaposlenih. To so ljudje, ki prihajajo iz različnih okolij in seveda takoj najdemo na to vrstno, bom rekel, prepreko. Ker Romi pač, vi povejte, kaj je največkrat znan stereotip, težko prišel na jezik, ne, ampak je. Kdo ga bo rekel? Vam bom jaz povedal, dajem listke okrog dijakom. Za različne skupine skušamo, se pravi, zaznati kakšen stereotip. In na prvem mestu je seveda Romi kradejo. Veste kaj na drugem mestu? Romi kradejo žlebe. Na tretjem mestu baker. Baker. Se pravi, po naši izkušnji je mladostniku nemogoče Roma postaviti kam drugam ali pa proč od povezave z krajem. Razumete? In potem seveda damo te fotografije gor in skušajo jih, kdo bi kdo bil, kdo kaj počne. In seveda, ne vem, tale je absolutno nacist, pa ni, pa je Alan Turing. Tale je maneken, pa vsi vemo, Anders Breivik. Tale je zgolj depresivna, nekaj hipi verjetno na travi, to je, ne, ni Janice. Kak sem zdaj pozabil? Brenda Spencer, prva v Združenih državah Amerike, ki je začela z šolskimi pokoli. Tell me why you don't like Mondays, tell me why. Bob Geldof je zapel to pesem, namreč ko so jo klicali, nek novinar je prišel do tega stika z njo, skratka po imeniku in je gotovo, skratka, in je vprašal, is dad home? Nah, he not here. Is mama there? Nah, they got divorced. Do you know who's shooting? Yeah, it's me. Tell me why, because I don't like Mondays. It will make them fun. Bumf. In to je refren te pesmi. Otrokom je všeč. Pubeci tja pade. Heidi Lamar, Lady Bluetooth, Judinja z Avstrije, šla v Ameriko, pomagala skratka spostaviti celo reaktivna letala, zamaknila krila, Lady Bluetooth, zato ker je Bluetooth njena iznajdba. In še bi lahko našteli. Tegale, spoštovani kolegi zgodovinarji, verjetno poznate, pripišemo mu, da je poslovnež, gre pa za Otila Globočnika. Globus, skratka, soodgovornega za vzpostavitev koncentracijskih taborišč. Tale, jo prepoznate, veste, kdo je to? Daleč najbolj iskana ženska teroristka, iskana na Interpolu, Bela vdova ali Samantha Lutwave, njen mož in ona sta bila soodgovorna za bombni napad 7.7. v Londonu na podzemni železnici. S tem samo kažemo, kako lahko imamo prav, kako pa lahko imamo z stereotipizacijo in z vsem tem, kar pač kaže fotografije in zgodovinska izkušnja, zelo narobe. Hvala lepa, to je bilo to, čas je denar, denarja ni, očitno se mudi. Hvala.